Lepo pozdravljeni. S tokratno oddajo smo v gosteh pri skupini Gibanja vere in luči iz Poljčan. Povabili so nas na njihovo že tradicionalno jesensko srečanje v Laporje. Druženje smo začeli z sveto mašo in ga nadaljevali s skupnim praznovanjem. Zdaj bomo imeli en taki uvodni del. Naredili bomo, kdo ve, kjer mesec je zdaj? Oktober. In kaj je še ta mesec v cerkvi pomeni? Rožni venec. To je, torej tamle na sredi imamo eno košaro s kostanji in vrvico in bomo naredili en malo večji rožni venec, ko je tale, ki ga imamo jaz v torbici, ne? Torej, Rožnovenske Marije se spominjamo ta mesec in to srečanje bo še posebej posvečeno njej. Tako da bomo zdaj razdelili tele kostančke, da bo vsak prispeval svojo oziroma svoji 2 jagodi na rožni venec. Aga, kje bomo začeli? Nina, za tebi. Ja. Izvoli, sami enka. Bomo videli, koliko bolj ostalo še. Kdo bo začel ta rožni venec? Poče tu bo Natalija nam bo malo pomagala. Pa me zanima, kako se imenuje? Rožni venec, je to ena taka pravilna slovenska beseda. Kako se že drugače reče temu rožnemu venca? Znaš kdo? Malo starejši, no? Pomagate, rožni hranc, še kak? Molek. Nošter. Molek. Nekak. In na tem moleki so gor kaj? Jagode se rečejo. Danes imamo kostanje, pa bo mogoče prosti kar Nino, da bo kar dala prvo jagodo gor na naš rožni venec, na naš molek. Biš prinesla jo meni, jaz bom pa tudi spletla. Takoj bo smo z vami bolj reči. Ti pa sem enkrat, bo pa še enkrat kasneje prinesla. Dobro? Ok, enkrat že imamo. Nina, hvala. Veš, kaj mi povej, Nina? A ti si že kdaj videla rožni venec? Kako pogosto se srečujete in kako potekajo vaša srečanja? Naša srečanja potekajo mesečno. Dobimo se 3. nedeljo v mesecu, najpogosteje v Spodnjih Poljčanah. Potekajo pa tako, da se najprej zberemo, je kratki uvodni del, nadaljujemo s pedagoškim delom, imamo sveto mašo in na koncu se poveselimo, tako kot zdaj tukaj. Prosila bi vas, če na kratko opišete dogajanje, ki ga pripravljate skozi leto. Ja, letos nas čakata še 2 srečanja, torej novembersko, na katerega pride Miklavž, pa decembersko, kjer pa praznujemo Jezusovo rojstvo. Z novim letom pa bomo začeli januarja, takrat gremo se kopati. V februarju imamo tradicionalno že predstavitveno mašo nekje izven naše župnije, potem marčevsko srečanje je ponavadi postno. Aprila se srečamo vsemi lučkarji na Svetini in bomo kasneje še eno srečanje. Maja bomo šli k Mariji na našo podružnico na Ljubično, tam bomo imeli šmarnice. Junijsko srečanje pa že kot navadno zaključimo s piknikom, poleti pa gremo na letovanja. Najlepša hvala. Jezus ljubil vse otroke, malče vse na svetu tem. On ne gleda barve las, niti barve kožene. Jezus ljubil vse otroke zemeljske. Jezus prav je za otroke, malčke vse na svetu tem. On ne gleda barve las, niti barve kožene. Jezus ljubil vse otroke zemeljske. Nič ne bi
Gospod Tomislav, vi ste duhovni voditelj skupine Gibanja vere in luči iz Poljčan. Kako vidite svojo vlogo v Gibanju vere in luči? Pred dobrim letom sem sprejel ta izziv, da bi bil kot duhovni spremljevalec skupine vere in luči, ki živi in deluje v Poljčanah. In mi je bilo veliko veselje, predvsem tudi izziv. Ni mi sicer novo to delo z skupino vere in luči, saj sem v času svojega duhovniškega delovanja že bil ne član, ampak bolj kot spremljevalec morda in tudi podpornik tega gibanja vere in luči. Pomeni mi na moji duhovniški poti predvsem to spremljanje naših bratov in sester, ki spadajo v to skupino, ki prihajajo, ki se mesečno redno zbiramo okoli oltarja Gospodovega, družimo se v molitvi, v skupnem prijateljstvu. Jaz mislim, da je to en poseben pečat, daje tudi moji službi, da sem v imenu dekanije Slovenska Bistrica kot pooblaščenec ali kakorkoli že voditelj tega gibanja oziroma te skupine poljčanske vere in luči. Hvala lepa. In Sina in Svetega Duha. Amen. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha, naj bo z vami vsemi. Tako, dragi lučkarji, danes že cel čas razmišljamo o Mariji, o rožnem vencu, o molitvi namenjeni Mariji. Tamle spredaj na oltarju vidite Marijo, Marijin kipec iz Lurda. In prav v Lurdu se je vera in luč tudi začela. Zdaj pa, koliko let je že vera in luč v Sloveniji, kdo se spomni? 30? V Sloveniji že 30 let, ja, to letos praznujemo in bi na to danes pri Sveti maši še posebej mislili, bi se zahvaljevali Gospodu za ta dar vere in luči, ker če ne bi bilo vere in luči, se mnogi med nas niti poznali ne bi, te skupine pa sigurno ne bi bilo. Pa bomo zdaj Gospoda Tomislava prosili, če bi lahko vodo iz Lurda nalil v posodico in bomo drug drugega pokrižali z njo. Spominjali se bomo začetkov vere in luči in zahvaljevali za to, za vero in luč, pa drug za drugega. Pa bi to potekalo kar v tišini in v zbranosti.
Kaj vas najbolj nagovarja pri vašem delu? Ja, naše lučke so večinoma pač odrasli ljudje, ki so večinoma doma, redko da kam grejo in pač me najbolj nagovarjajo ta nasmehi, ki jih vidim, ko pridemo po njih enkrat na mesec, da se jim res nekaj dogaja, da nekam pač gredo. Pini so tudi fajn počutim, ker imam tudi veliko prijateljev, ki se z njimi dobivam tudi izven naših srečanj in priprav in nas pač tudi to nekako povezuje, neki skupni interes, ne. Potem tudi starši od lučk, ne, ki tudi se radi med seboj tudi družijo, povejo si med seboj svoje izkušnje, svoje težave, ne, se pogovarjajo. Drugače nam mine dan, no, tudi nam veliko dobimo od lučk, te napolni nekako z energijo, to srečanje, ne. Tudi pripravo pozabiš, koliko časa je pač bilo temu namenjenega, pa energije. Včasih pride kakšen vzpon, pa padec tudi tako kot vedno pri vsakem delu, ampak načeloma pa je super, no. Se fajn imamo. Hvala. Najlepša hvala. Kaj vas najbolj nagovarja pri vašem delu? Nagovarja me v bistvu mi je zadovoljstvo, ko vidim lučke, da so vesele, ko mi pripravimo in s tako radostjo pridejo in se veselijo na samem srečanju, ne. In se mi zdi, da se tudi tukaj bolj sprostijo, ne, ker večkrat starši govorijo, da doma mogoče ni vedno tako veselo, ampak pri nas so pa vedno vesele, ne, in to nam daje energijo za nadaljne delo. Najlepša hvala. Nično si svet, Gospod, naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Jezus vstal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Predstavljamo si, da je Lojzek en taki stari gospod, komaj hodi, celi bukla, z tega že boli, pa še eno vrečko mora nesti. In gre ravno iz trgovine. Pa ga mi vidimo, kaj bi naredili? Kako bi mu pa pomagali? Tako vrečke bi mu pomagali nesti, pridi, Martina, boš pomagala nesti? Tam le je dom, glej. Super, tako bi mu pomagali. Zdaj bi prosila Gustija, da pride. Gusti je pa en taki, vidite, med vsega boli, vroče je. Vroče, kak mi je vroče. Na njivi je, grabi se, no.
In zgled, kaj se bo vlilo, mudi se mu zelo, mi ga pa gledamo ven čez okno, pa lepo jesence, kaj bomo naredili? Kako bi mu pa pomagali? Grabiti bi mu pomagali. Je vroče. Hvala, Gusti. Zdaj pa pride še Monja. Pridi Monja. Monja se pa sprehaja po parku, pa naenkrat se pred njo znajde ena veja in Monja pade. Kaj bi bilo za narediti? Pomagali. Kako bi ji pomagali? Se vstanemo. Monja, pridi, kaj si v redu? Kaj te kaj boli? Ne? Bo? Ok, hvala. Torej, tako lahko pomagamo ljudem, ki jih takle srečamo. Kaj pa tisti, recimo, ki so daleč, pa jih ne moramo, vemo, da trpijo, vemo, da so lačni, vemo, da so žejni, bolani, tam nekje v Afriki, nimam pa denarja, da bi šli tja tam, pa ne časa. Kaj bi bilo tu za narediti? Kako jim lahko pomagamo vse? Prek misionarjev, ne? Prek misionarjev, ja. Darujemo. Kaj pa, gospa Olga, kako vi recimo pomagate takim? Ja, jaz pomagam, da sem starš sveta. Ja, torej Preko UNICEF-a. Torej, nakažete nekaj? Nakažem redno, je, kak se reče, Dauerauftrag, denarnik. Ko si sami vsak mesec pridijo iskati na trajnik. Aha, torej nakažete nekaj Na denarnika. trajnik dobi en otrok je kot moj... Posvojen. Ja. Kaj pa lahko vsak od nas naredi doma? Vsak lahko to naredi, ko jaz naredim. Ja. Iz mojega denarja moj otrok živi cel mesec, ima vse šolske potrebščine, vse, kar rabi, ima moj otrok tam. Za cel mesec, tisto, ko jaz dam. No, zelo lepo, ne? Kaj pa v mislih mi lahko naredimo vsak večer doma, čisto vsak od nas molimo, tako pa bomo zdaj se spomnili vseh teh ljudi, za katere, ki jim ne moramo pomagati kar tako od tu, da bi jih videli, bomo zdaj zmolili za njih en Oče naš, da se kar primimo za roke. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Kaj pomeni srečanje, gibanje vere in luči za vas in za vašega otroka? Sprostitev, veselje pa zadovoljstvo nam je, da kome čakamo, da gremo na to srečanje vsako mesec, v tretjo nedeljo v mesecu. Ja. Sprostitev v glavnem pa druženje, ja. Da se sebe enakom, recimo, mislim, da se en drugemu ne posmuhujemo, pa to, da smo vsi v tem okviru, tako kot ena družina. Ja. To bi bilo najbolj, ja. Dobro, najlepša hvala. To je eni, skr lep dan danes, ja? Ja. Gremo te malo sprehod. Ernest, pa kaj praviš, če bi mi dva drugič Gustija pa Lojzeka pozdravila, ko gremo mimo? Pa gremo na zdravo. O, zdravo! Zdravo, Lojzek, zdravo! Zdravo, Gusti, mirno. Zdravo! A vidite, a ni boljše, ko gremo včasih v življenju drug mimo drugega, ampak da se vseeno za trenutek postavimo, kako je veselo. Zato se sedaj drug z drugim, znak sprave in miru, podelimo mir. Že imam na jakni, na. To je tako težko. Živijo,
Kaj pomeni srečanje v okviru vere in luči za vas in za vašega otroka? Zelo srečna sem, ker mi je ena povedala, ko je začela hoditi, to si je pred 5 letami, pa mi je priporočala, naj Martino pripeljam k vere in luči. In tiskrat nisem sploh ne vedela, kaj je sploh se tam dogaja, kaj je sploh, da bi bilo za mojo hčer primerno. In seveda sem se odločila, pa sem šla za tisti prijateljici, ko ima ona tudi prizadeto hčer, tako je jaz, pa sem videla, da je večja skupina tja in sem se zelo, zelo razveselila. Moja hčerka se je razveselila in tako rada hodim, ona tam časi tudi bere, pa veliko pesenc si pridobi tega, pa se tako srečna počuti, da kam me čaka tisti tretjo nedeljo v mesecu, da odidemo po Poljčane ali pa kam. In jaz se razveselim, živce si pomarim, ona moli zvečer z menoj, pa že sprašuje, kdaj bo tista nedelja prišla, da odidemo. Šla je v Kančuce, zdaj tretjič je šla in tako se srečno vrne z vsemi idejami, lepimi spomini, se me pokliče, mama, še en teden bi jaz ostala tam, če bi se šele dalo. In vsemi prijateljicami, prijatelji se razveseli, tako da večkrat imam solzne oči zaradi tega misli, ker vidim, da je v mojem srcu in njenem srcu zadovoljstvo, veliko zadovoljstvo. Jaz sem srečna in moja Martina je srečna, pa se druži z vsemi in to je res zame en veliki plus. Ja. Najlepša hvala. Ja, hvala. Kaj vse počnete na srečanjih? Na srečanjih imamo prvo sveto mašo, potem imamo veseli del, pol pa rojstne dneve, če pa še kaj praznujemo, pa tudi dobimo darila. Pa piknike imamo, pa zabavo. Pa družimo se tudi s prijatelji. Pa tudi hodimo v telovanje, na morje, Kančuce, kam obkiramo paše, pa zelo dobro. Ali imate tu na srečanjih veliko prijateljev? Ja, imamo zelo veliko prijateljev. Jaz sem Barbaro, ko sem jo povabila na srečanje, pa vidim, da ji ni dolg čas. Jaz sem tudi grobo prijateljev. Ja, imam, ja. Koga vse pa? Vse. 60. Jaz pa tudi vse prijatelje, pa prijateljice tudi. Kaj pa se danes posebnega dogaja na tem srečanju v Laporjah? Tu prijemo vsako leto, ko so kostanji, pa danes ima gospod župnik rojstni dan, ima 50 let, čez 3 dni. Čez 3 dni, ja. Pa lepo nam je tukaj. Kaj? Kaj se danes posebnega dogaja? Veliko aktivnosti. Zelo lepo, pa ko ima župnik 50-letnico. Dobro, najlepša hvala. Več ne boš ostala brez moža, sem
noč, naskrivajoč lat. Igrala sem z ljubeznijo, tak več ne boš. Fantje ne pozabijo, okenca brez rož. Nocoj je druga rekla mi tiste tri besede, ki se mi zaman želil slišati od tebe. Nocoj je druga rekla mi, da ima me rada. Vem, da bom te prebolil, zjutrom boš odšla. Nocoj je druga rekla mi, da ima me rada. Vem, da bom te prebolil, zjutrom boš odšla. Vem, da bom te prebolil, zjutrom boš odšla. Drage gledalke, dragi gledalci, preživeli smo lep nedeljski popoldan z lučkarji, njihovimi starši in prijatelji. Upamo, da ste v naši družbi uživali tudi vi. Nasvidenje do naslednje oddaje.